Luka Elsner, jesenski del sezone lahko ocenimo z oceno dobro, odlično, super. Ja, odlično, glede na pričakovanja, ki smo jih mi imeli v samem začetku sezone. Moram reči, da smo te cilje kar dobro uresničili v tem momentu, če jih nismo celo še presegli. Vsekakor je pa to samo pol poti in zdaj gledati na lestvico je lepo, nam pa veliko še pik manjka, da bi to pozicijo zadržali oziroma morda še kaj več naredili, tako da mi gledamo dejansko samo iz tega zornega kota, da smo na pol poti, veliko dela, veliko truda je potrebno še vložiti, dolge bodo priprave od januarja do marca. Če malce na hitro analiziramo, največ rezerv morda na domačem igrišču in tudi v učinkovitosti. Moram reči, da če bi se tlele mečken bolje išlo, na nekaterih tekmah bi dejansko pogled na lestvico bil še lepši. Tako da rezerve so sigurno tukaj v jemanju točk v domačem okolju. V sami igri je pa seveda veliko stvari, ki jih lahko še popravimo. Od bolj konstantne igre vseh posameznikov do boljše realizacije seveda, da bi mogoče dva igralca v napadu prišla bolj do izraza in bomo rekel, v večji seriji zabijala gole. To nam je manjkalo sigurno v prvem delu. Obramba je kar dobro funkcionirala in smo dosti malo golov dobili. Tako da na vsakem področju nogometne igre imamo še veliko rezerv. To se mi zavedamo, tega se tudi igralci zavedajo. Nenazadnje imamo verjetno najmlajšo ekipo v ligi in bi bilo čudno, da nimamo še kakšnih rezerv. Veliko je bilo rotacij, posledica tudi kar 17 različnih strelcev. Ja, to je posledica tega, kar sem prej omenil, da dejansko nismo našli enega igralca, ki bi vodil ta napad nekako bolje učinkovito. Je pa hvala Bogu celotna ekipa prevzela to odgovornost, da smo pike osvajali na ta način, da so se vpisovali različni igralci med strelce. To je hkrati ena velika kvaliteta. V letošnjem letu boste trenirali še do 21. decembra. Še nedavno ste bili igralec, verjetno vam takrat ne bi bilo prav povšeči, če bi še toliko časa po prvenstvu morali ostati na treningih. Zdaj niti ni pomembno, a je komu všeč ali ni. Dobra volja je prisotna vsekakor še vedno na treningu, ni nobenih znakov, ni živčnosti, niti nekako pritiska strani igralcev, da bi se tlele moral zaključiti. Enostavno se dela za njih, da bodo čim manj izgubili skozi ta premor. Večino njih je še v razvoju, kar se tiče nogometnega smisla. In so taki treningi, kjer se veliko več individualno dela in večja pozornost se usmerja na te pomanjkljivosti, so zelo dobrodošli za njihovo izpopolnjevanje v samem tehničnem smislu, kot tudi fizično. Tudi veliko na moči delamo, tako da dejansko, ko bomo štartali januarja, bomo lahko več pozornosti namenili drugim skupinskim vajam na samem igrišču, kot pa dejansko se morajo ukvarjati z njihovo fizično pripravljenostjo. 8 mesecev ste zdaj pomočnik trenerja. V teh, recimo predvsem v jesenskem delu ste se lahko veliko naučili. Stevan Mojsilović je predstavil veliko taktičnih različic, tudi veliko rotiranja in ostalih stvari. Kaj ste odnesli od tega obdobja? Jaz moram reči, da dve zadevi, ki sta zelo pomembne pri trenerskem poslu, je seveda prva stvar je voditi eno veliko skupino ljudi z različnimi karakterji. Vsak igralec ima svoj ego, vsak igralec ima svoje razmišljanje in to voditi vsakodnevno in nekako sestaviti ta mozaik, da dejansko slika na igrišču potem dobro izgleda in se ukvarjati z raznimi problemi, ki se prikazujejo. V tem smislu menedžmenta je kar zahtevna naloga in tukaj sem se od njega ogromno naučil, tudi kar se tiče same avtoritete in hierarhije v klubu, kako disciplino držati, da dejansko vsakič igralec da maksimum. To je prvi del mojega nekako razvoja kot trener. Drugo je pa seveda ta čitanje igre in
vleči prave poteze med tekmo ali pa pred tekmo, pravi sistem najti, kako kontrirati nasprotniku, včasih močnejšemu nasprotniku. In dostikrat se je trenerju poteza obrestovala, ko je kakšno menjavo naredil ali pa pripravo ekipo na drugačen način, kot so ostali pričakovali. Tako da tlele sem tudi dobil mnogo lekcij, ki so zame še kako pomembne za moj osebni razvoj. Če se še spomnimo nedavnega tragičnega dogodka, preminil je vaš dedek. V kakšnem spominu bo vam ostal legenda slovenskega trenerstva Branko Elsner? On je bil v mojem življenju kot nek mentor, tako v življenjskem smislu, kot pa dejansko na področju izobraževanja. So bili težki trenutki, zdaj pa dejansko, ko je nekaj časa minilo, se zdaj samo še dobrih, lepih spominov zavedam in me nekako tudi vleče naprej v življenju. Tako da, ja, on je bil ena velika, pomembna karika v mojem življenju. Najlepša hvala. Srečno.